Zdaj na Ptuj, kjer je spet pestro, po snajperju izpred nekaj tednov se zadeve zaostrujejo tudi na osnovni šoli Hajdina. Učitelj osnovne šole Hajdina naj bi učence, ki so na šolsko ekskurzijo prinesli tobačni izdelek, prisilil, da se na avtobusu slečejo do spodnjega perila. Tako so v anonimki zapisali nekateri starši učencev 8. in 9. razreda, ki so bili na jezikovni ekskurziji v Berlinu. Zdaj, na Ptuju je mogoče to vredno anonimke, v Ljubljani se reče tem ponedeljek. Ampak dajmo vsem pogled podrobnosti. V anonimnem pismu z naslovom Kaj se dogaja na osnovni šoli Hajdina, nekateri starši otrok problematizirajo predvsem, kako se je eden izmed učiteljev lotil iskanja krivca. Osumljeni fantje naj bi se morali sleči do spodnjega perila pred vsemi in tako celo zapustiti avtobus. Učitelj naj bi od takrat naprej nadzoroval vsak njihov gib in jim tudi med opravljanjem male potrebe gledal pod roke, zaradi česar naj bi nekateri tudi zajokali. Ko je to zgledal? Kaj to voham tobak? Vsi gate dol! Med uriniranjem jih je gledal. Eni so zajokali. Pa niti enemu učencu ni bilo všeč. Po kakih cajtih to živi? In kaj pravi ravnatelj v obvestilu za javnost? V njej poudarja, da so vsi učenci avtobus zapustili popolnoma oblečeni in da se nihče ni jokal. Učenci pa naj bi imeli pri sebi zelo močne protibolečinske tablete, prazno steklenico alkoholne pijače ter deodorante in žvečilne gumije, ki naj bi zakrivali smrad po uporabi fuge. Tako se pa brani človek. Ja, jih je pač slekel pa vtipavo sam. A se vi zavedate, da smo pri njih našli tablete pa prazno flaško alkoholne pijače, kupljene v Nemčiji? Pa veliko deodorantov pa žvečilnih, zato da bi prikrili, da so kadili pa da so se drogirali. Vam je to jasno? Dobra obramba. Taga advokata si želiš imeti, če si na sodišču. A moramo še kaj vedeti, ali je to? V anonimnem pismu starši opozarjajo tudi na to, da je na ekskurziji bila partnerica spremljevalnega učitelja, ki na osnovni šoli Hajdina ni zaposlena. Po pogovoru z enim od staršev naj bi učitelji na ekskurzije večkrat vzeli tudi svoje partnerje. Se pravi, to sploh ni bil problem, ne? To je glavni problem, ne? Dobro, sleč so se morali, pa Pimpika jim je tikal, samo, kaj to ni nič, kaj pa, ko je na busu bila njegova žena, ko sploh ni zaposlena na šoli, a? To je bil problem. Dobra, stara Štajerska, ko bi mi brez vas trdi. Kaj mi že? Pol oddaje bi manjkal. Zdaj pa k izredno pereči temi, k temi, ki razdvaja slovenski narod. Se bomo na tem področju sploh kdaj zedinili? Odprete plastenko s pijačo in želite, kot ste vajeni, odtrgati zamašek, pa ne gre. Po evropski direktivi bo od junija prihodnje leto to pravilo veljalo za vse plastenke in tetrapake v Evropski uniji do prostornine 3 litrov. Kako da ne gre? Valjda gre. A vas to moti? Pa je to še edina stvar, ki razdvaja slovenski narod. Vse drugo smo se že zmenili, spravili. Zamaški, pa... Žal. Vem, da gre za neko naravovarstvo ali nekaj. Ne? Zakaj takšna zakonodaja? Ker ljudje zamašek odtrgamo in ta vse prevečkrat konča v naravi. Zamaški predstavljajo velik del plastike tudi na plažah in v morjih. Plastika bo preplavila naš planet. Inovativne rešitve pa so že na trgu. Ja, to zveni, ne se smeje, to zveni resno. Izmed vseh načinov smrti je meni osebno najbolj strah tega, sem v plastiki utopil. Ja. Pa ne mislim, kjer je drugi plastiki. Tis bi bilo mogoče zaželeno. Sanja majmun obnaj. In kaj pravijo anketiranci? Pač zapit, ampak drugače pa se mi zdi pač smiselno, da se ne loči pač pokrovček od plastenke in je pač dobro za okolje. Predvidevam, da ker so bili pokrovčki po tleh cel čas, ampak ne verjamem, da to ful spremeni, ker ljudje pa samo trgajo dol, pa vsi se živcirajo zaradi tega. Razumem pa pač, da je bila dobra ideja, tako, ker ideja je bila tako pozitivna. No, končna ena punca, ki pove tako, kot je res. Ideja je bila fajn, sam... Namen je bil dober, sem... Poznate tisti pregovor? Pot v peku je tlakovana z dobrimi nameni. V glavnem, bodite pozorni, prepričan sem, da se bo na trgu kmalu pojavili nožki za odstranjevanje zamaškov. Oziroma,
To je zastonj poslovna ideja za vas in vaš novi perspektivni startup. Ni za kaj. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.